Tisto, kar je pomembno, je, da se ne premikajo stvari samo na gospodarstvu, in o tem poslušamo povsod. Prejšnji teden je bil pri nas generalni sekretar OECD. To je najuglednejša analitska organizacija na svetu. Ni bolj ugledne. Nekateri jo imenujejo klub bogatih. Vsak si želi vanjo. Tudi Slovenija se dolgo časa prizadeva, da bi vstopila vanjo. In veste, kaj je bilo njegovo glavno sporočilo? Prvo sporočilo, ne glavno sporočilo. Da ima Slovenija gospodarstvo, ki je odporno in uspešno. In jaz bi želel, da se o tem pogovarjamo. Dajmo se pogovarjati o uspešnih zgodbah v parlamentu, kjer se bomo lahko pogovarjali o tem, kako bodo naše uspešne zgodbe še bolj uspešne. Dajmo se pogovarjati o tem, zakaj je naše gospodarstvo tako uspešno v svetu. Verjetno ne zaradi tega, ker poslušamo o nekih škodljivih ukrepih. V parlamentu še nisem slišal ene besede o tem, da je kakšen ukrep bil koristen, ampak gospodarstvo deluje. Najboljše kadarkoli. Predvsem pa bistveno boljše od svojih kolegov v Evropi. In podobno se kažejo uspehi tudi na drugih področjih, na primer v zdravstvu. Mi je všeč, da ste omenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker je marsikdo nanj že pozabil, ker je bil to prvi odločen in uspešen ukrep te vlade, za katera smo se zavezali že ob podpisu koalicijske pogodbe, na katera smo še danes ponosni, in po tej poti bomo tudi šli. In se ne drži vaša trditev, da so bili zavezanci kakorkoli oškodovali. Ne, to je pa, se opravičujem, če vam je zareklo, to je čista neresnica. Če kdo je bil zaradi ukrepa vlade in parlamenta, je bil na koristi zavezanci. Pa vam bomo budil spomin. V lanskem letu je bila cena do junija oziroma do maja 35 evrov približno, na kar so zavarovalnice začele, vse zasebne zavarovalnice, napovedovati podražitve za 5, 10 ali pa celo več evrov že v lanskem letu. Strašili so, da se bo sicer njihova blagajna, zasebna, sesula. Takrat smo posegli z zakonom in naredili dvoje. Dobesedno vrgli smo zasebne zavarovalnice iz tega naslova in prenesli dopolnilno zavarovanje na zdravstveno blagajno, javno zdravstveno blagajno. Hkrati smo zamejili strošek za zavezance, torej so zavezanci imeli koristi. Ta strošek je še vedno enak. Veste, koliko smo zavezancem privarčevali v tem času? Če bi dejansko zasebne zavarovalnice dvignile, kot je bilo napovedano, za 10 evrov ali več, 120 milijonov evrov. 120 milijonov evrov smo privarčevali ljudem, nismo jih pa zavarovalnicam podarili. Mogoče je to tisto, kar boli koga v teh poslanskih klopeh. In ko govorimo o uspehih, takrat začnejo klopi zapuščati. Ampak uspehi ne bolijo nikogar. Uspehi so v korist ljudem. In mi bomo na isti način nadaljevali, ker smo zavezani ljudem in ne zasebnim interesom zavarovalnic.